Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa. Lep pozdrav iz Kidričevega, iz tukajšnjega športnega parka, kjer odpiramo 8. krog državnega prvenstva Lige Telemach. Po reprezentančni pauzi smo torej znova skupaj z domačim klubskim nogometom in za začetek bomo jasno pred obračunom med Aluminijem in Rogaško. Levo stran, predložek v sredino, sam je pred vrati za vodstvo Rogaške Miljanič. 1:0 za Rogaško v drugi minuti srečanja je Miljanič izkoristil podajo z leve strani. Ali je bil Flis tisti ali pa Majcenič, nisem prav dobro videl, ki je poslal žogo v kazenski prostor. Majcenič se je, oziroma Miljanič se je znašel povsem sam, žogo lepo sprejel, potem pa jo tudi poslal v oddaljenejši kot. Zdaj Gradišar do žoge. Uspe Gradišar za zdaj zadržati te žoge, ki pridejo v konico napada. Majcenič z leve strani, pa priložnost za Benedičiča in veliko dela za Pridgarja. Ne sicer na identičnem igrišču, ker je Rogaška med elito igrala. Tule zdaj še ena priložnost, Gradišar 2:0. Benedičič je podal v prostor Nejcu Gradišarju. No in zdaj je tudi slednji dosegel svoj prvoligaški prvenec v svojem šele 3. nastopu v Ligi Telemach. Je zadev tudi Nejc Gradišar, napake v obrambi. Svoj zadnji gol je torej dosegel proti Dravi pred letom in pol. Tule priložnost morda za Rogaško. Talison poizkuša, padel je Talison. In 11-metrovka. 11-metrovka za Rogaško. Talison jo je priigral v 36. minuti. Takole nadaleč je padec gledal dokaj teatralno, ampak dobro je bil postavljen Bojan Mertik, tako da bo zdaj zanimivo videti tale posnetek. Kidričani se s tole odločitvijo za zdaj ne strinjajo najbolj. Tule je bil Gorenak ob Talisonu. Kronaveter pa je bivši nogometaš teh dveh ekip. Organizirali bomo sicer tudi derbi v Kopru med Koprom in Celjem. Ja, pa sta vseeno Vinčič in Halilović, ki sta, kot kaže, mnenja, da to ni bila 11-metrovka, poklicala na ogled Bojana Mertika. Ne, nisi premislil. 11-metrovka. 11-metrovko Miljanič bo poizkusil iz oči v oči s Pridgarjem. In obramba Pridgarja. Obramba Pridgarja, Vice Miljanič pa je zapravil priložnost, da bi dosegel svoj drugi in že tretji zadetek danes za Rogaško. Cenič. Gradišar in Jovanović, ki pomaga zdaj v obrambi. Gradišar je prišel do te žoge. Gradišar pred vrati, priložnost za Rogaško. Sicer bi bilo lahko še kako nevarno. Majcenič s predložkom. Pirtovšek, priložnost za Korošca in veliko dela je imel ponovno samo Pridgar. Poslal žogo z desne strani pred vrata. Priložnost za znižanje. 2:1 Skiba. In ponovno imamo tekmo v Kidričevem. 76. minuta. Tokrat so Slatinčani obstali kot ukopani pred svojimi vrati, kar je izkoristil Pevnikov džoker za tale drugi polčas. Daniel Mikolaj Skiba dosegel svoj drugi gol. Ampak kar 5:2 v strelih v okviru vrat za goste. Suso. V 70. minuti pa Skibo in zdaj nevarno strel Jovanovića in precej dela za Roka Vodiška. Robert Pevnik, poraz doma, še posebej doma nikakor ne steče, ampak zdaj že tudi 4. zaporedni v prvenstvu. Kaj je šlo danes narobe, kako se vrniti vendarle v zmagovalne tirnice?
Ja, normalno, da se je treba vrniti. Vemo, da smo 3-krat izgubili. Vemo tudi, da je bila ta tekma, pa ni bila ključna, nič ni odločeno, tudi fanti se to zavedajo. Slabo smo šli v tekmo, 2 nedosledna pokrivanja, izgubljaš 2-0, mora se odpreti in mislim, da smo pol po drugem prijetnem zadetku se zbudili, drug polčas še posebej pokazali boljšo igro, bolj dinamično, normalno, da je Rogaška imela dosti prostora, izrazito je igral na kontre, tako da smo jim to omogočili, ampak na koncu mislim, da ni bilo toliko slabo, kot kaže rezultat, je ta anemičen začetek tekme, glave gor. Maksimalno stojim iza svoje ekipe, treba jim je dati podporo, se pravi 4 zaporedni porazi, zavedamo se tega, ampak takrat, ko je najtežje, treba ostati ekipa, treba ostati pozitiven in iskati pot iz teh porazov in doseči na naslednji tekmi zmago. Robert, niste veliko, vsaj v javnosti, ne iskali izgovorov o tem, zakaj manjka morda tudi kvalitete, predvsem spredaj, ampak dejstvo je, da ste izgubili lani najboljšega posameznika, da ste izgubili seveda tudi v tej sezoni še vedno najboljšega strelca, zdaj nadoknadili pa kaj pretirano tega niste. Kako se zdaj soočiti s tem v nadaljevanju? Pa soočiti se, jaz vem, da jaz odgovarjam za rezultat, vemo, kdo odgovarja za prihod igralcev in soočiti se. Vemo, da so neki avtomatizmi šli, da ti igralci imajo kvaliteto, imajo drugačen karakter in težko je potem med prvenstvom iskati nekaj, iščeš, potem zgubljaš 2-0, ni dobenega libija. Mislim pa, da so drug polčas pokazali, da počasi prihajajo. Treba biti vztrajen, treba tudi te poraze pozabiti, treba biti vztrajen, delaven in tudi iz teh igralcev bo prišel en Marinšek, bo prišel en, bom rekel, Brest in treba biti potrpežljiv, to je pa najtežje med prvenstvom. Prijateljske tekme so odigrali odlično, so bolj sproščeni, manjka še pa ta sproščenost, ampak ne v taktiki, pa v borbenosti, v igri, ko igraš, ko imaš pas, tako da ne smemo tukaj iskati alibi, je en alibi, ampak vsi skupaj smo maksimalno motivirani, smo se pogovorili z ekipo in treba iti v Domžale in zmagati. Oskar Drobne, čestitke za zmago, prva v prvi ligi. Na klopi Rogaške, vaša ocena, videli smo prvi polčas zelo dober, v nadaljevanju pa ste nekako bolj kot ne branili to, kar ste si priigrali v prvem polčasu. Pa ja, končno smo prvi zadeli, za nas čisto druga tekma, do zdaj smo vedno bili mi tisti, ki smo prejeli prvi zadetek. Ja, vrnitev Gradišarja, Flisa v ekipo nam dosti pomeni, ker to je le del hrbtenice. Tudi danes se je to videlo. Zadovoljni, seveda hitro vodstvo ob zadeti 11 metrov, ki bi lahko tekmo rešili že v prvem polčasu. Nismo. Drugi polčas pa pri rezultatu 2-0, normalno, da mi ne bomo šli z grlom v jagode. Odpirali so se nam prostori, imeli smo dovolj situacij, zadovoljen sem s prehodi. Nezadovoljen potem z reakcijami v zadnji četrtini igrišča, ker moramo zabiti tretji gol. Edino večjo napako, ki smo jo pa storili danes, smo pa prejeli zadetek, ampak smo zopet ostali mirni, čvrsti v duelu, čvrsti na žogi in brez nekih pretresov pripeljali tekmo do kraja zasluženo. Zdaj pa v naslednjih 2 krogih končno igrate doma, bom rekel zares pred svojo publiko na svojem stadionu. Koliko lažje bo to, koliko bolj prijetno predvsem tudi? Ja, sigurno bo čudno, ker ne bo avtobusa. Ne vem, mogoče se bomo dobili celo v Celju, pa šli z avtobusom na tekmo, ko smo zdaj navajeni skozi gostovati. Ja, končno en čudovit objekt, popestritev na slovenski sceni, ko mi čakamo, da lahko odigramo pred domačo publiko in jaz upam in želim si, da nas bodo navijači podprli v čim večjem številu na tem novem stadionu in da se bomo čim večkrat veselili skupaj. Gašper Jovan, 4. zaporedni poraz, že samo po sebi zagotovo ne najbolje za vas Kidričane. Danes pa tudi igra nekako ni stekla tako kot na nekaterih prejšnjih tekmah. Kaj je bil po vašem mnenju glavni razlog za to? Pa glavni razlog je bil ta prvi polčas, katerega smo šli slabo. Nekako nismo dobivali teh drugih žog na sredini, ki so bile ključne in pa dobili na koncu 2 prepoceni gola.
Zdaj vas čakata 2 gostovanji, še vse to po 4 zaporednih porazih. Kako se zdaj zbrati in iti v nadaljevanje sezone? Pa nekako moramo ekipa dati glave skupaj in pač moramo se dvignati drug drugega in nekako iti po zmago na teh 2 tekmah. Hvala. Rok Vodišek, čestitke za zmago, to je vaša prva v tej sezoni, verjetno temu primerno tudi veselje po tekmi v slačilnici. Kako je bilo? Ja, definitivno dolgo smo čakali na to zmago v bistvu, ampak mislim, da danes smo zasluženo zmagali, res smo se borili od prve do zadnje minute, čisto vsi, tudi igralci, ki so prišli noter, tako da mislim, da se nam je trud v teh preteklih tednih poplačal, tako da res smo zelo veseli te zmage. V prvem polčasu ste bili zelo suvereni, nadzorovali potek srečanja, lahko bi imeli celo višjo prednost. Koliko pa ste na koncu tudi vi v vratih trepetali, kajti gostje so vendarle prišli na zadetek in nekaj poizkušali? Ja, vedeli smo, da 2:0 je zelo težek rezultat. Če da nasprotni gol, se jim morala dvigne in točno to se je zgodilo, ampak smo res zadnjih 15-20 minut po prejetem zadetku smo res strnili vrste, vedeli smo, da bo težko. Ampak imeli smo tudi mi potem priložnosti sproti napadov, ampak na koncu je važno, da smo tekmo pripeljali zmago do konca. Rok, še to, koliko se zdaj veselite 2 zaporednih, zares domačih tekem v Rogaški Slatini? Ja, super je, da igramo res doma, da ne rabimo se peljati 1 uro v bistvu na domačo tekmo. Tudi mislim, da bo zelo veliko gledalcev, ker to vsem v Rogaški pomeni zelo veliko in res se že veselimo teh tekem, ki bojo doma, bo mislim, da super vzdušje.